Druga v seriji 4 napornih tekem za naše pubece opravljena odlično. Zmaga v prvi četrtfinalni tekmi proti Domžalam z 1:0. Že v prvi minuti so sicer najprej zapretili gostje s to podajo v kazenski prostor brez nevarnosti za Piriča. V 10. minuti je krasno poizkusil Bajde. V 20. minuti pa smo videli prvi in, kot se je kasneje izkazalo, edini gol na tekmi. Tako je silovito z glavo v polno zadev Jan Mlakar. V 31. minuti še ena res krasna priložnost za naše pubece, na koncu je za Mešanovića zmanjkalo nekaj sreče. Minuto kasneje se je drugič zatresla domžalska mreža, a je bil Dare Vršič v prepovedanem položaju. V prvem polčasu smo videli še en poizkus Mešanovića v 42. minuti, a je ostalo pri izidu 1:0. V drugem polčasu smo spremljali sprva enakovredno igro, no v 65. minuti pa se je le začelo, najprej s tem poizkusom Melnjaka. Nato v 73. minuti najlepša priložnost za Domžalčane. Gnezda Čerin je izvedel prosti strel, na koncu prečka. Le minuto kasneje lepa akcija Maribora, ki jo je zaključil Vrhovec. V 77. minuti še ena lepa priložnost za Domžale, ki se je končala s prepovedanim položajem. Da bi bila zmaga naših pubecev izdatnejša, bi lahko v 92. minuti v tem protinapadu poskrbel kapetan Tavares, a se je končalo le s kotom in z minimalno zmago Maribora, ki pa pomeni precejšen kapital pred povratnim obračunom. Zelo bi rekel, da smo malo pričakovali njihov pressing, ampak se mi zdi, da se nas je trener dobro taktično pripravil, dobro smo taktično stali, oddelali svoje naloge in mislim, da zasluženo so slavili brez zadetka. Mimogrede, to je že 13. tekma brez prejetega zadetka v tej sezoni za naše pubece. Ko smo se na začetku sezone pogovarjali o tem, kje se moramo popraviti, je to sigurno ena zadeva, ker je potrebno zadržati nulo. Jasno je, da nam je cilj zadeva, da je izredno lepo, ko zadeneš 5-krat, 4-krat in potem je jasno tudi iz te plati zelo zadovoljen, zadovoljiš tudi vsakega navijača. So pa tudi take tekme, v kateri je nasprotnik zelo dober in je tudi ta zmaga zlata vredna.